Zdaj sem blaženi med ženama, gospa Zinka in mlada Anja. Lepo pozdravljeni tukaj na podeželju v mestu v Ljubljani. Ja, pozdravljeni. Lep dan je danes, zelo lep dan. Cvetna sobota, tako da je tudi bil lep obisk. Prodaja se tudi v redu? Ja, tudi. Tu nas že poznajo, sem že 15 let, prihajamo vsako soboto, smo na tržnici, tako da smo kar zadovoljni. Kajti babičevi izdelki so v bistvu zakon med mestnimi izdelki. Res je, imamo vse svoje prašiče, od rojstva do vzreje, do predelave, do prodaje, tako da je res kvalitetna že doma na vrhuncu. Vi slovite predvsem po odličnih šunkah, po klobasah, salamah, saj tako rekoč ni da ni. Točno. Najbolj pa kvalitetna je pa pečena šunkarica. No in mlada dama, vi Ja, lepo pozdravljeni. obiskujete še najbrž srednjo šolo? Ja, trenutno zaključujem 4. letnik ekonomskega tehnika, tako da potem bom pa nadaljevala študijem. No, delo na kmetiji pa vam tudi ni tuje. Ja, tudi mi ni tuje, že od malih nog pomagam staršema, ki sta me naučila komuniciranje s strankami, mi dala marketinške osnove in tako jima tudi nekako pomagam pri delu, da jima olajšam. Lepo, lepo. Ste ponosni na hčera? Ja, zelo smo ponosni. Imamo še eno hčero, ki končuje letos že magistere, tudi živilstva, tako da smo vsi v družinskem poslu. Lepo. Kaj pa vam pomenijo velikonočni prazniki? Ja, to je družinski praznik, naj bi bil zelo lep, pa miren, blagoslovljen praznik. Mogoče vaše mnenje? Za mene so velikonočni prazniki nekaj posebnega, da se družina zbere v krogu, ob domačih jedeh, nekaj kvalitetnih slovenskih izdelkov, da se podpira tradicionalen način in da s tem spodbujamo nekaj lokalne pridelovalce. No, lokalno, domače, mogoče še premalo cenimo vse to v Sloveniji, kajti imamo tudi poplavo tujih izdelkov, seveda slabše vrste. Ja, to je res, ne, ampak z leta v leto se izboljšuje. Ljudje so začeli iskati domačo hrano. Ker je tudi edino prav. Točno tako. No, še naprej seveda uspešno prodajo in hvala lepa in vesele praznike. Hvala enako vam. Thank you.